Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Tokratna oddaja bo posvečena babištvu in pomenu babištva skozi čas. Razdeljena bo v dva sklopa. V prvem sklopu, ki ga je pripravila docent dr. Neža Čebron-Lipovec in si ga boste lahko ogledali v nadaljevanju, bo predstavljena krajša zgodovinska predstavitev stavbe nekdanjega samostana, v kateri je dolga leta delovala koprska porodnišnica. Nato bo sledil pogovor nekdanjih babic, ki so delile spomine na delo v nekdanji porodnišnici. V drugem sklopu pa bomo predvajali pogovor o pomenu babištva skozi čas, o babištvu kot poklicu in dediščini. Sedaj pa prosim docentko dr. Nežo Čebron-Lipovec, da nam odstrne zaveso in nas najprej popelje v daljno preteklost te zgradbe. Pa poglejmo. Najlepša hvala, Mireli. Jaz, če ste za to, bi probala brez mikrofona. Mislim, da bom dovolj močen glas. Lahko probamo? Tako, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz sem Neža Čebron-Lipovec, kot me je Mirela prijazno predstavila. Me slišite v zadnjih vrst? Veliko veselje nam je, da smo danes tu skupaj. Z namenom, da si mi vzamemo samo te prve pol ure, da večino govorimo, drugi del, uro pa pol, dve, kolikor bo spominov privrelo na dan, je pa namenjeno vam, vašim pripovedim, tako da bomo mikrofon zakrožili v tisto smer. Da pa današnjemu srečanju, ki je pravzaprav drugi del današnjega dneva, damo širši okvir, nujno potrebujemo tudi ta prav fizični grajeni okvir, v katerem smo. In to je stavba, v kateri se današnji dogodek odvija. Tako kot je naša dekanja izpostavila, se v tej temi, torej porodnišnica in babištvo, prepleta več različnih znanj in vedenj. V našem današnjem primeru babištvo, torej človeško, psihološko in hkrati medicinsko znanje, ki ga babice imate, in dediščina tega res dragocenega enkratnega poklica skozi čas, se prepleta z dediščino, ki je arhitekturna dediščina. V čem se prepleta? V nekdanji porodnišnici. In zato, ker je današnje srečanje tudi namenjeno, kot izpostavljeno, vašim spominom, ki bojo nekoč, ko bo ta objekt prenovljen, del predstavitve zgodovine, zgodbe te stavbe, prav v tem prostoru. Do tlorisa prenove bomo prišli čez nekaj slik. Prav v tem prostoru je predvidena muzejska soba, spominska soba, kjer bo, ko bo tu not zaživele različne dejavnosti univerze, bo tu predstavljena tudi, predvsem, zgodba stare koprske porodnišnice in vseh, ki ste v njej delali, tu prebili čas manj ali dlje, ali tudi tistih, ki so stavbo poznajo zgolj kot fasado, pa vendar kot porodnišnico. Pa da ne podaljšujemo, radi bi vam predstavili, kaj ta stavba, v kateri ste toliko let delali, pravzaprav vse je. Sprehodili se bomo zelo na hitro pravzaprav. Stavba namreč skozi raziskave, bodisi arheologov, bodisi restauratorjev, bodisi tudi zgodovinarjev, arhivistov, je pokazala, da se v teh zidovih skriva skoraj da cela zgodovina Kopra. 2000 let zgodovine. Moji kolegi arheologi bi vas peljali od sedanjosti v preteklost. Jaz sem se pa odločila, da gremo danes kontra in gremo od najstarejših podatkov do naše sodobnosti in se potem spustimo v vaše spomine. Skratka, kaj je tista najstarejša plast, ki se oblikuje ta veliki, edini spomenik državnega pomena, ki je kot tak zaščiten v centru Kopra. To je edina stavba, ki ima to državno prepoznano vrednost. V tleh pod nami se skriva očitno bogata rimska obmorska vila. To so pokazale arheološke izkopavanja že pred 14 leti, predvsem pa ta, ki so tekla lani in tečejo tudi prav zdaj. Malo prej mislim, da so se arheologi umaknili in še naslednji teden in menda so že spet nekaj dragocenega našli. Že samo te slike, morda so malce daleč, pa jih bom sam hitro razložila, kažejo izjemno dragocene
črno-bele mozaike, ki nas kaže na to, da je tu obstajala bogata rimska vila v 1. stoletju našega štetja. 1. stoletje našega štetja, 2000 let nazaj. Kakšna vse je ta rimska vila bila, to zgodbo bodo arheologi sestavili, rekonstruirali postopoma, več kot odkrijejo, več vedo, ampak te črepinje, ki so za nas črepinje, so izjemno dragoceni arheološki ostanki, ki pričajo o ostankih fresk na stenah, ki pričajo o seveda ročno izdelanih rimskih tegurah, torej strešnih kritinah. In tole je pa rekonstrukcija, samo zato, da si lahko predstavljamo ene druge rimske vile, ki je tudi obstajala v slovenski Istri, takrat Istri, v okviru seveda rimskega cesarstva, rimska vila v Simonovem zalivu. Zakaj jo kažemo? Ker je danes v Simonovem zalivu plaža, je svoj čas stala izjemno bogata rimska obmorska vila. In domneva se, da je tak impozanten, bogat kompleks, ali vsaj temu podoben, obstajal točno tu, na tem mestu, kjer stojimo danes. Vendar, rimski imperij je propadel, prišlo je krščanstvo, začel se je srednji vek, iz tega obdobja imamo zelo malo najdb, med drugim recimo tale bizantinska opasna spona, ki nam govori o tem, da je tu bilo vsaj neko grobišče nekje med 6. in 10. stoletjem. Tam, kjer se pa nadaljuje druga velika epoha te naše stavbe, je pa visoki srednji vek. Namreč že starejši serviti, se pravi menihi, redovniki servitskega reda, so zapisali zgodovino svojega reda in tam pišejo tudi o Kopru. Pišejo tudi o koprskem samostanu. In kaj povejo? Da ko so prišli serviti v Koper v 15. stoletju, niso prišli na travnik, vsekakor ne, in tudi ne na prazno področje, temveč so dobili v uporabo že nek obstoječ benediktinski samostan ali neke stavbe benediktinskega samostana. To je tisti del, najbolj fascinanten za nas zgodovinarji danes, tisti del zgodbe, ker o njem najmanj vemo, oziroma smo do nedavnega vedeli malo, dokler niso arheologi odprli tal. In nekje tam na sredini, tam med gospod Zalko Drglin in Luko, tam nekje je skrita v tleh apsida. Tole je takale polkrožna struktura, ki jo poznamo iz cerkva. To je tisti del, kjer so običajno namenjen oltarnemu prostoru. Najsvetejši prostor v cerkvi. Torej, mi smo danes v prostoru, kjer je stala prva najstarejša cerkvica nekdanjega samostana. V 14. stoletju Koper doživi vsaj eno večjo vojno, pa še Kubo, in benediktinci v požaru, ki prizadene mesto tekom vojne, izgubijo svoje prostore in odidejo. Se ne vrnejo več. Konec 14. stoletja. Iz tega časa je bilo najdeno kar nekaj grobov, še več pa iz kasnejših obdobij. Morda še ena zanimivost vezana na cerkev, ki nas spet pošilja v srednji vek, tokrat v gotiki, je tale zadeva. Tle gledate na sliki, ampak mi jo imamo priložnost videti v živo. Vidite tista luknja? Ja. Tista luknja ni navadna luknja. Tista luknja je luneta portala, luneta enih vrat vstopnih, ki so vodila not v cerkev. Izjemno dragocena umetnostno-zgodovinska, arhitekturno-zgodovinska najdba. Če se sprehodimo zdaj proti tretji dobi te pripovedi o servitskem samostanu oziroma o tej zgodbi te stavbe, pristanemo v tem, zaradi česar je ta samostan uradno tudi vpisan v register dediščine. To je kot servitski samostan. Samostan, ki so ga na osnovi tega, kar je že obstajalo od benediktincev, uredili bratje serviti, ki so v severnoistrski prostor prišli iz Lombardije. To je relativno regionalno zamejen duhovniški red, ki ga poznamo predvsem v severni Italiji, v našem prostoru, in potem so se širili dol tudi proti Istri in Dalmaciji. Na tem mestu še opozorimo, da je v Istri obstajalo več servitskih samostanov, od katerih pa je, največ vemo in dejansko edini obstaja kot stavba, samo ta naš. Bil tudi v Umagu, v Novigradu, v Torbunu.
od nobenega nimamo več nič ohranjenega, razen pri nas. Tudi zato spomenik državnega pomena. No in torej Serviti. In kaj Serviti naredijo, ko dobijo te prostore, opuščene prostore nekdanjih benediktincev, uporabijo seveda cerkev, tako da ta cerkev, v kateri, oziroma ta struktura, ki danes nekako deluje zapuščena, ampak je historično dragocena, unikat, je večkrat predelana. Ampak kaj naredijo? Naredijo ta čudoviti križni hodnik. Tisto, kar je jedro vsakega samostana in za vse, ki smo se srečujemo s samostani, pa morda niti ne vemo, da so to bili, vemo, da je to najlepši prostor. Zakaj pravim, ne vemo, da so to bili? Številni samostani so bili opuščeni konec 18., drugi v začetku 19. stoletja in so dobili nove funkcije, katere? Bolnice, šole, ponekod vojašnice ali pa vsekakor uradi. V Kopru imamo kar nekaj samostanov, ki imajo tudi danes prav take javne funkcije. Eno je recimo pokrajinski arhiv v Kopru, ki si deli prostore nekdanjega samostana z ekonomsko šolo, koprska gimnazija. Ostanek samostana je tudi CSD, Center za socialno delo. Dobrodošla, Vanja. Kar naprej. Kar naprej. No, skratka, da se hitro sprehodimo dalje. Kaj so Serviti naredili? Torej, uporabljali so to staro srednjeveško gotsko, visoko srednjeveško gotsko cerkev, zgradili najprej eno krilo in potem drugo krilo križnega hodnika in stavbe naokoli. Medtem pa se je dogajalo kaj in svet vidimo črepinje, ki pričajo o vsakodnevnem življenju v tej stavbi, keramično posodje, steklenice, svetilnice, rožni venec. Skratka, Serviti so bili izjemno priljubljeni in popularni med koprskimi občani in prebivalci, do te mere, da so mnogi bogati Koprčani donirali temu redu, ki je deloval tudi kot karitativna ustanova, oziroma so imeli tudi karitativno dejavnost, so pomagali zapuščenim revnim bolnim. To je privedlo do česa, da so konec 16. stoletja s pomočjo meščanov zaradi tako močne podpore meščanov zgradili novo, ogromno, bogato, baročno, poznorenesančno baročno cerkev. Danes ne vemo več, kje je, a ne, Koprčani? Ne vemo, veste zakaj? Ker ni dočakala našega časa, oziroma je z drugo funkcijo dočakala leto 62 in pogorela. Ta cerkev je stala tam, kjer imamo danes, tlele malo naprej, danes parkec na vogalu Santorjeve. Ampak zato, ker je ta cerkev zgrajena, so zgradili še dodatne 2 trakta, da so ponovo veličastno cerkev povezali s to obstoječo stavbo. In zaradi tega smo mi dobili ta izjemen arhitekturni spomenik z 2 dvoriščema in s temi 3000 kvadratnimi metri prostora in neprecenljivo energijo, še posebej v križnem hodniku. In vendar, še preden je propadla Beneška republika, so mestne oblasti, kot kažejo arhivi, so se počutili tako ogroženi od moči Servitov, da so servitski red utišali in še pred razpadom Beneške republike ukinili. Stavba obstane, obnemi. V času, ko je potem propadala Beneška republika in dokler pride Istra pod Avstrijo, se je tukaj zamenjalo nekaj funkcij. To, kar je pa za nas zanimivo, ker je most od samostana do naše porodnišnice, je dejstvo, da je 1810, torej 200 let nazaj, 214 let nazaj, ta stavba postala Ospedale Čivko, mestna bolnišnica za vse Koprčane in širše. In tukaj le vidimo, to še nekaj slik križnega hodnika. Se opravičujem, en pomemben detalj sem spustila, samo toliko, da ne bojo moji kolegi konzervatorji, ki so tudi bdijo nad to prenovo, ne bodo zamerili, da sem to pomembno najdbo pozabila omeniti. To, kar ta križni hodnik dela dragocen, so pa tudi novo odkrita dejstva, čisto pravzaprav del smo odkrili pred 10-14 leti, del pa zdaj, prav v zadnjem letu, to, da ta križni hodnik, kot ga poznamo, zelo verjetno ni imel samo teh 2 pokritih hodnikov, temveč je imel, kot kaže, vsaj še 3., če ne celo 4. Se pravi, da je bil pravi križni hodnik. Torej tisti, okoli katerega so menihi hodili v krogu v svojih trenutkih osebne meditacije, tisti, kjer so se tudi mame, porodnice sprehajale, tisti, kjer ste gotovo tudi
kot tu zaposlene preživele verjetno kar nekaj, predvidevam, prijetnih trenutkov. Vsa do zdaj izbrana pričevanja govorijo o res prijetnem vzdušju tega križnega hodnika. No, v zazidanih, v zidovju tistega stopnišča, ki vodi vzgor na nadstropje, so namreč našli zazidane stebre, točno take, kot so ti, ki jih vidimo danes. No, tukaj le samo zato, da si predstavljamo, kako je ta samostan srbitski živel oziroma zgledal, ko je živel, se lahko odpravimo na izlet ali pa pač se zadovoljimo s fotografijami prav tako srbitskega samostana iz Udin, iz Vidma, tule uro z avtom stran v Furlanini. Tam namreč še vedno funkcionira kot srbitski samostan, vendar ne tako bogat, kot je bil naš. Ima samo en križni hodnik in pa izjemno, monumentalno, bogato baročno cerkev. Tam, ko smo raziskovali zgodovino te stavbe, so bile Udine, oziroma Videm, zelo pomembna referenca. Tukaj vidimo, kako izgleda ta živa notranjščina, še vedno samostana v Udinah, v Vidmu, in si lahko predstavljamo, kako je to bilo, ko je bil samostan tudi še pri nas. No, in torej, na tej stavbi iz leta 62, sliki, vidimo to, o čemer sem govorila prej, ta baročna cerkev. A se orientirate, prepoznate, kje smo? No, torej, tam ta rdeča puščica, vidite, ima del stavbe, ki nima več strehe. Zakaj? Ker je na božično noč leta 62 pogorelo. Takrat je namreč že več kot 100 let, žal, ta monumentalna cerkev delovala kot skladišče. Najprej je bila skladišče za marsikaj, tudi za vino v času Avstrije. No, po drugi svetovni vojni, ko pride pod upravo jugoslovanske armade in potem Jugoslavije, pa dobi tam not prostor, kaj skladišče pohištvasti, torej polno lesa. In ko se vname ogenj, je to največji kres v Kopru. Imamo številna pričevanja sosedov, gasilcev, kako so se trudili to pogasiti, vendar ne. Je bil prostor izgubljen in na to je sedela tudi odločitev kasneje, da se podrejo tudi zidovi. In tako dobimo ta prostor, ki je danes pravzaprav park. Skačem malo naprej pa nazaj. Prej sem omenila torej mestno bolnišnico, ki to, kar ta samostan postane že 1810 in pravzaprav nikoli ne spremeni svoje funkcije, le prestrukturira se po drugi svetovni vojni v to, kar poznate. V porodnišnico in otroški oziroma pediatrični oddelek. To moramo vedno znova se spomniti, ker vsi zelo radi na hitro rečemo stara porodnišnica, ali pa tisti, ki so delali v otroškem oddelku, vedno spomnijo, ampak kle smo bili tudi mi. No, boste še dodali. Tukaj sem namenoma dala fotografijo te spominske plošče, ki še vedno stoji in bo ohranjena, seveda in prezentirana v vhodu, kjer so našteti vsi benefatori, vsi, ki so prispevali k obnovi, ohranjanju in širitvi tega samostana kot stavbe. In ko boste videli letnice, boste videli, da segajo še v čas, ko je bil tu samostan in potem vse globoko dol v 30. leta 20. stoletja, ko je bila tukaj že mestna bolnišnica. No, in s tem smo prišli do tega zadnjega obdobja, torej po drugi svetovni vojni, z letom 46, se prestrukturira, postopoma sicer, in ta prostor ni več mestna bolnišnica, ampak dobi svojo specifično nalogo kot ginekološki oddelek, otroški, torej intenzivna, kot zdaj še dodajate, so vse podatki, ki bomo zvedli. Medtem ko drugi oddelki bolnišnice dobijo svoje prostore po drugih lokacijah obale. Kirurgija v Izoli, potem Ankaran, Piran, patologija tudi. To so super, se vrnemo. No, tole sem samo hotela pokazati, ker se dosti sprašujejo, kako pa kaj. No, to je načrt prenove za potrebe modernejše porodnišnice. To je načrt, ki je nastal leta 1956, podpisal ga arhitekt Miloš Hohnec, neznan, a izjemno občutljiv arhitekt, ki je v bistvu ogromno naredil v Kopru, pa smo ga kar malo pozabili. Skratka, načrt, ki je seveda hranjen v Pokrajinskem arhivu v Kopru. In tukaj namenoma nekaj vtisov, ko smo stavbo fotografirali, ko je bila že zapuščena. Vemo, da je porodnišnica dobila svoje prostore, torej 1946,
in zadnjič smo zvedeli točen datum, 17. junija 1997 se je odselila na hrib v izolsko občino. In od takrat se novorojenci v severni Istri ne rojevajo več v Kopru, ampak v Izoli. Drži? Ampak piše Koper. Vsaj to. No, tukaj nekaj... Piše Izola. Da vas ne razžalostimo preveč, pa vendarle, od leta 1997 nobena uradna inštitucija ni zares poskrbela za to stavbo. Pa je ravno takrat bila vpisana kot spomenik državnega pomena. In tukaj je nekaj slik, kako smo mi stavbo dobili v roke leta 2009. No, slikali smo v več... 2009 smo bili niže noter, ker se je vedlo, da bo univerza v vsakem primeru sodelovala pri prenovah. Nismo pa bili še lastniki. Nismo bili, tudi zdaj smo upravljali, imamo pogodbo. Ampak to je nekaj res zelo kratek izbor slik. Ne dajejo lepe podobe, zbujajo žalost, skrb. Ampak moramo vedeti, 20 let zapuščenosti, še več. Od 97 do 24 je še kar več. Takole se je razraslo zelenje na križnem hodniku in to je še simpatična slika. Nič koliko dreves je pognalo, kar fige najraje so pognali skozi opeke v prvem nadstropju. Takole je izgledala zgornja dvorana, vandalizirana z vseh vogalov, ker so se v ta prostor potem, tukaj moramo tudi natančni, 97 je bila izseljena porodnišnica, je pa do 2003 metadonski center. Ampak samo v tem par prostorih priključijo. Ja, oni oziroma žal ljudje, ki so se v brezupu zatekli v te zapuščene prostore. Uporabniki, vemo, da Koper ima težave s tem socialnim problemom. No, ampak tako je izgledala izrazito dotrajana ta stavba, ko smo jo kot Univerza na Primorskem prevzeli v svoje roke. Že takrat kar nekaj lukenj v strehi. Ne vemo, staro pravilo, vsak kmet to ve, luknja v strehi je propadla hiša. Zato je treba luknjo v strehi, en premaknen strešnik takoj zamenjati. Marsi bi našli kakšno podobnost tudi v medicini, sem pripričana. Takole je to izgledalo. Tukaj so se dogajale res tudi vprašljive zadeve. Nam je bilo kar malo strašljivo priti v ta prostor, ko smo raziskovali. Preden smo začeli z arheologijo 2011, smo s kolegi arhitekti tu čistili in nabrali za 3 črne vreče igel. Ampak tudi ti naključni in mnogi nasilni obiskovalci so imeli očitno še neke druge obiskovalce. Ne vem, če se vidi do konca, zato bom prebrala. Na enem zidu zgoraj smo pa našli tole sporočilo. Obnovite svoje spomine na spomine, kajti ko bomo odšli, bodo ostali le spomini. Malo filozofsko zamotana, preprosta misel, ki je bila pa vendarle na nek način tudi nevede popotnica. In tu samo še dve sliki. Torej, 2011 ta stavba preide v upravljanje Univerze na Primorskem, ki kar nekaj časa išče način, da se tako propadlo stavbo začne prenavljati. Lahko si predstavljate, da govorimo dejansko v milijonih. To natančne podatke ima gotovo vodstvo, ki se bi tu v prvi vrsti, ampak govorimo res o velikih projektih, ki potrebujejo kar nekaj nul za to, da se lahko uresničijo. In vendarle, oblikovala se je skupina in leta 2021 se je začelo aktivno delati na tej prenovi. V tej skupini so mladi raziskovalci, po letih in po duši, raziskovalci, strokovnjaki različnih disciplin združili moči, in skozi vse različne raziskave, statične, inženirske in tako naprej, tudi zgodovinske, so zelo dosti prispevali k razumevanju te stavbe, je nastal prvi idejni načrt prenove. In tu vam pokažem samo tlorise. V stavbi bo, ko bo prenovljena, torej predvsem sedež rektorata, vendar ta priklični del naj bi bil vendarle odprt tudi za javnost, tako s tem, ko bo od zadaj, tam, kjer je bil del tudi otroškega oddelka, naj bi bil namenjen kavarni oziroma nekemu gostinskemu prostoru. Tukaj, kot smo rekli, muzejska soba, spominska soba, seveda križni hodnik s svojo očarljivostjo nedvomno še vedno vsaj dostopen za ogled.
Ostalo pa večinoma pisarniški in učilniški prostori, med drugim pa tudi v zgornjem nadstropju Center za preprečevanje samomorov. Tako da z določenimi funkcijami bo ta stavba še vedno ohranila in na nek način nadaljevala tisto neko izvorno poslanstvo. In s tem smo prišli do konca tega sprehoda skozi zgodovino stavbe in se vračamo k temu pozivu, ki nas je pričakal kot grafit na steni. Torej, obnovite svoje spomine. In zato smo mi danes tu. Neža, in kot si že omenjala spomine, je treba tudi povedati, da si že leta 2012 imela prvi tak spominski večer, ki so se ga udeležile tudi nekateri med vami v muzeju, če se ne motim. Pokrajinski muzej. Tako. In jaz bi predlagala, da sedaj morda nam predstaviš, nekaj je prispelo v tvoj elektronski poštni predal posebnega. Včeraj. Morda bi samo še dve besedi, hvala Mirela, da si spomnila. Ja, leta 2012 oktobra, ko smo že vedeli, ko je že Srbitski samostan bil nekako v rokah, v upravljalskih rokah Univerze na Primorskem in je že delovala skupina, ki je pripravljala prenovo, je bilo eno od prvih vodil to, ta prenova mora biti vzorčna in ta prenova mora biti taka, da bo res govorila o tem, kaj ta stavba pomeni za ta prostor, za njegove ljudi. In kaj to pomeni za Koper? Za ta Koper, ki kakorkoli obračamo zgodovino, je dejstvo, da se je sredi 20. stoletja zelo, zelo spremenil. In torej, s dejstvom, da je postal 46 to porodnišnica, je porodnišnica tisti najmočnejši povezovalni člen, tista največja dediščinska vrednost, ki jo ta stavba ima za sedanje prebivalstvo. In zato smo takrat ta skupinski spominski večer naslovili Skupna rojstna hiša. Veste, po celem svetu imamo muzejske hiše tega skladatelja, tega pisatelja, tega politika. Tukaj imamo pa eno skupinsko hišo nešteto znanih in neznanih Koprčanov in Koprčank. No, ampak da lahko govorimo o tej dediščini kot skupni dediščini, jo moramo najprej sploh skupaj raziskati, preveriti, kaj nam pomeni, kaj vam pomeni, kaj starejšim generacijam, kaj mlajšim. In spet Mirela prijazno in modro vodi nad vsem. Takrat smo naredili spominsko knjigo. In to je spominska, čisto prava, fizična, ker ni bil samo večer, naredili smo tudi enomesečno razstavo, rastočo razstavo in nekateri med vami ste tudi krepko prispevali k tej razstavi ali razstavici, kjer so zelo veliko vlogo zasedale prav babice. In v tej spominski knjigi so obiskovalci zapisovali svoje spomine. Bodisi na porod, na rojstvo seveda ne, ker se ne moramo tega spomniti, ampak babice na svoje izkušnje, spremljevalci na svoje izkušnje. In ko smo letos maja imeli ponovno dogodek, je spet zaživela v tej obliki, predvsem po Mirelini obliki in po zaslugi kolegov iz informacijskega oddelka, oziroma iz informacijskih krogov na naše univerze, pa tudi spletna spominska knjiga. Nekateri ste se vanjo že vpisali, tisti, ki se še niste, vas vabimo, da se vpišete. Čim se vpišete, se ne pojavi takoj, najprej mi z Mirelo pogledava, da niste preveč svojih osebnih podatkov dali javnosti na plano, ali da niste koga preveč izpostavili, v tem primeru to omilimo. Na to pa se objavi in lahko listate. Mirela, koliko vpisov imamo? Jaz zdaj jih je okrog 600. Se pravi, 600 zabeleženih spominov. Nekateri samo napišejo svoje ime, zelo mnogi z veliko željo in velikim lastnim albumom spominov zadaj pa zelo radi pišejo. Mogoče se lahko pove, do nje lahko pridete, če vtipkate kar v Google Srbitski samostan, spominska knjiga in vam bo pokazalo tisto povezavo, kliknete in potem vas vodi po obrazcu, kaj morate pisati.
Preden pa preberemo to, kar je včeraj prispelo po pošti, pa bi jaz rada predstavila še tretjo osebo, ki tukaj skromno stoji zadaj in se skoraj zliva zidom, ampak ne. To je naša diplomantka oddelka za zgodovino, zdaj sicer študentka magistrskega študija zgodovine na Ljubljanski filozofski fakulteti, vendar vsi računamo, da se bo vrnila nazaj v Opers. Ampak zakaj predstavljam? Izabel Goja za svojo magistrsko študijo za magistrsko nalogo pripravlja raziskavo o porodni izkušnji v stari koprski porodnišnici. Tako da z nekaterimi od vas se je že srečala, slišala, tako da se pogovarja tako z babicami, kot s porodnicami in še s kakšnim drugim povezanim problemom osebja. Tako da Izabel je tista, ki je tudi nama z Mirelo ogromno pomagala, ko smo si pripravljali, oziroma je pravzaprav Izabel pripravljali dolg nabor vprašanj, kaj vse bi mi vas vprašali, kaj vse bi mi želeli od vas vedeti. Seveda ne bomo vseh teh vprašanj prebrali, ampak toliko, da veste, da poleg mene z Mirelo, ki se s tem aktivno ukvarjava zdaj že kar nekaj mesecev, imamo to neprecenljivo mlado podporo. Tako da Izabel danes tukaj z nami, ki bo tu pa tam verjetno tudi dvigal na roko, pa kaj vprašal. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Me veseli, da sem tukaj in da bom kaj novega še slišala verjetno, ker vas je številčno več. Z gospo babico Vanjo sem se že srečala, sva že imeli pogovor in z njeno sestro, ki je tudi bila v ogromno pomoč. Ogromno je tudi sama prispevala. Tako da upam, da bom čim več slišala tudi od vas. Me zelo veseli. Hvala lepa. Hvala lepa, Izabel. Jaz predlagam, da sedaj prebereš to čudovino pismo. Ko smo najavili, da se bo zgodil ta dogodek, smo z več koncev dobili navdušena sporočila končno, ker namreč že na tistem prvem dogodku, 22. maja popoldne, je bilo kar nekaj babic v publiki. In ko smo končali s temi študioznimi predstavitvami, so babice povedale, mi bi rade povedali, kako je bilo, mi bi rade povedali, kako se spominjamo tega prostora, kaj nam ta prostor pomeni. To je to, kar mi iščemo. To je to, kar ta prostor dela dediščino. Pa ne samo dediščino, dela identiteto tega prostora. No, v vseh teh povratnih informacijah je včeraj popoldne v moj elektronski poštni nabiralnik prispel en mail, ki ga je, mi je bil posredovan, napisala pa ga je zdravnica Ljubica Kolander-Bizjak in je rekla, rada bi delila svoje spomine na eno od babic v stari koprski porodnišnici. Ki je danes z nami. In če dovolite, bi jaz ta zapis prebrala. Babica Vanja. Vanjo sem spoznala v osnovni šoli, ko smo se iz skupne šole Janka Premrla Vojka in Pinka Tomažiča preselili v novo šolo na Kolih, na Bonifiki. Po koncu osnovne šole se niso videli kar nekaj let, saj je Vanja šla v babiško šolo, kot so imenovali šolo za zdravstvene delavce, ginekološko-porodniške smeri in tudi študirali sva vsaka na svojem koncu Ljubljane. Ko sem začela delati v zdravstvenem domu Koper, sva se neke noči srečali med skupnim dežuranjem. V spominu mi je ostalo, da me je pozdravila in me začela vikati, vendar sem jo takoj ustavila in je razložila, da se poznava že zelo dolgo in da se bomo tikali. Vanja je delala v patronažni službi kot babica in je obiskovala porodnice novorojenčke na domu po njihovem odpustu iz porodnišnice. Leta 1990 smo dobili Valentino in seveda nisem nič vedela o negi novorojenčka. Na koga sem pomislila? Na Vanjo, saj sem njej najbolj zaupala. Poklicala sem jo domov, a mi je njena hčerka odgovorila, da je na dopustu in je trenutno ni. Rekla sem naj ji takoj, ko pride domov, pove, da ima Ljubica hčerko in da mora takoj priti. Naslednji dan, dopust. Naslednji dan je Vanja prišla s čudovitim šopkom rož. Razložila mi je in pokazala, kako se kopa dojenčka in mi razložila, kako mora jesti. Ker sem sama prebrala, da mora dobiti tudi nočni obrok, sem jo po noči, hčerko namreč, dvignila, čeprav je spala in ji dala prilagojeno mleko. Ker se mi je zdelo, da polulan otrok ne more jesti, sem jo seveda prej previla. Vanja pa mi je rekla, da še noben dojenček ni umrl zaradi lakote, če ima na razpolago hrano
in da bo že sama dala vedeti, kdaj je lačna. Vprašala me je tudi, kako bi jaz reagirala, če bi mi kdo po noči vtaknil dudo v usta in me prebijal, jaz bi pa hotela spati. Dala mi je kup praktičnih nasvetov, ki sem jih s pridom uporabljala vso porodniško in vedela sem, da bo vedno prisotna, ko jo bom potrebovala. Takšna je bila z vsemi porodnicami, vedno pripravljena pomagati. Vanja Picik. Zelo čustveno in doživeto opisano, hvala lepa za to in tudi doktorici Vidici Konan-Vizjak, ki je seveda danes žal ni z nami. Jaz predlagam, Neža, da sedaj kar pristopimo k interaktivnemu pogovoru na to, kar vsi komaj čakamo, saj imamo danes z nami kar 1, 2, 3, 4, 5, 6 babic, ki so bile zaposlene prav v tej stavbi. In predlagam mogoče, da se najprej predstavijo. Lep pozdrav z moje strani, jaz sem Nata Kocjan, sicer sem zdaj v pokoju, 42 let sem delala v porodni sobi. Začetki so seveda bili v koprski porodnišnici, kar bilo je težko, ampak meni je lep spomin. Nismo imeli niti slučajno kot danes, ni lifta, niti ni pulta zvokov, vse tega je na razpolagi. Ne bomo naštevali. Ko se je pojavil dr. Francin z enim mičkim ultrazvokom, mogoče manjši kot ta je vaš ekran, to je bila senzacija. In danes, pri vsemu temu, jaz si želim in mislim, da ne bi smelo se zgoditi, da se rodi kakšna napaka, da jo mi spustimo, da jo ne vidimo. Pri vsej tej tehnologiji. Imam pa zelo lepe spomine na staro porodnišnico. Bilo mi je v veselje v njej delati. Hvala. Ne, samo še nekaj vas bom vprašala. Nata, ste omenila, da ni bilo dvigala. Mi vsi točno vemo, da ste s pridom izkoriščale te stopnice, strme stopnice, po katerih ste pošiljale vse ženske. Hodi, bomo prej rodili. Je bilo tako? In nosile gor z nosili. In nosile gor, tudi nosečnice, vse razpoke, peguja, ginekološke operacijo. Samo enkrat je bila gospa zelo močna, slabe majhne, jaz sem bila največja med vsemi in nismo šli po stopnicah, ko nismo nesli gor. Kaj smo naredili? Klicali reševalno službo. In so dva fanta prišla nam pomagati. Drugače vse same. Tisto, kar je bil. Noči seveda so bile najslabše, ker je bil manjši obseg, ker ni bilo kadra toliko kot popoldan. Inkubatorje, otročke, novorenčke, vse nosile. Hrano, vse. Se pravi, ste bile babice za vse, teglice babice za vse. Ja, tako. Doktor Eden, po 3 dni. Vejte. Ja, dežurni so bili, tako smo pač tako delali in to je šlo, da ne povem. Odtekočen čas. Istra, globoka Istra je bila tudi naša. In predvsem patologija. In sam si zelo hitro prišel noter. Danes je že malo omejeno, kar sem povedala, patologijo tudi prepoznajo že prej. Takrat pa je to bilo roke, šestilo. Ampak takrat ni bilo očkov pri porodih, niso prisostvovali. Ne, so bili od spodaj pri pa tudi je bilo lepo. Glejte, tam spodaj so. Na zidu so se. Tam spodaj in prideš, mamica ima otroka skozi okno in kaže očetu. Nisi vedel, kaj narediti, ali primiš mami otroka, ali zakričiš, ali zapreš okno. Vse snot je bilo. Vse snot. Hvala lepa, predlagam. Mogoče samo, ker se navezujem, ker smo imeli pripravljeno pri tej sliki, ker se zelo lepo vidi te neučakane očete, ki čakajo, da bojo videli svoj podmladek. In imamo zraven zapis enega izmed njih izpred 12 let, ko smo takrat naredili tisti prvi spominski večer. In kaj pravi?
tam je tisti zidek in ko so možje ali tisti, ki je pripeljal ženo roditi, so potem tam sedeli in čakali v to porodno, kdaj bo zajokal ta otroški glas. In potem so prišle mame, to je pogled mam iz sobe dol proti Ukmarjevemu trgu danes in iz Rudija Pavlič, njegova žena, se pravi zgodnje 70, ampak to, kar sem hotela pokazati, pa sem šla prehitro naprej. No, skratka, tule je ta znamenita, se da vidi zgore v sredini nad vhodom, so tisto znamenito okno, kjer ne bi mame svoje novorojenčke kazale s očetom. In tam so potem odšli praznovati. Mirela je v spominski knjigi zaznala tudi eno zelo zabavno pričevanje, kaj vse se je dalo skozi ta okna videti. Mogoče v nadaljevanju, Mirela, tudi to z nami podeliš. Bi pa zdaj šli naprej k babicam in bi prosila Vanjo Piciga, smo jo že spoznali skozi prebrano pismo, ampak vendarle Vanja, vaš najmočnejši spomin, jih je ogromno, gotovo, ampak če zamižite in pomislite, kaj se izriše pred očmi. Jaz sem pred NATO še delala, takrat ni bilo še doktor Francina, smo merili popadke, tako da smo dali roke na trebuh, pa gledali na uro, poslušali utripe z lesenimi slušalkami. Pa skaj ne povem, bilo je lepo. Bilo je veliko dela, stavilo se mi je pa v spomin ena noč, ki smo z dr. Črnetom delali, ko, ne vem, grozno porodo je bilo in ko je bilo 7 ura, ko sem že rekla, konc, da grem domov, sem rojevala dvojčka v fičetu iz Grčišča. Dvojčka, vse predstavljate mene, kos, ne, in v fičetu. To, drugače pa smo bili kot družina, smo se zelo lepo imeli in kaj ne rečem, bilo je lepo. Vanja, najlepša hvala. Tu mogoče, da postavimo kontekst to, ker sta obedve gospa Nata in Vanja izpostavili, da je bilo kot po tekočem traku, da je bilo toliko otrok. To je bilo konec 70-ih in potem 80-ta leta, ko je bil res vrhunec demografski, kar se je kazalo tudi potem lepo v osnovni šoli, ker smo imeli razrede A, B, C, Č, D, E in F. Zdaj si lahko predstavljate, koliko otrok se je potem rodilo. Jaz moram čisto iskreno priznati, da mi je prav posebno čas, da sem se rodila z Vanjino pomočjo. Ja. Jaz sem pa rodila s pomočjo babice Rajke, ki pride še na vrsto. Povedala zgodbo. Jaz moram reči, jaz sem prišla, malo bliže čuskaj. Jaz sem prišla enkrat januarja 75. leta iz Srbije. Niti ene besede slovensko nisem znala. In sem mogla takoj vsako besedo vprašati strežnico, ker takrat je bila ena babica porodne, imela 3 porodne posle in plus mala porodna ena, tako da včasih imela 4 ženske posprojevali. Istočasno je mogla poskrbeti tudi za sprijem. Ko je prišla, se je dala kopalnico, obleč, stuširati, obriti in vse tako naprej. Tako, to je z ene strani. Z druge strani je bilo, da smo mogli inštrumenta kuhati. Smo kuhali s tem, da smo imeli vino komprese sterilne in ko smo zlagali to, in te tampone in tako. Ko smo pa malo bolj proste, smo mogli rokavice talkati in pripravljati za sterilizacijo in to. Tampone smo mogli takrat ročno delati same, tako da nismo imeli časa se ukvarjati z druge stvari. Ko ste rekli o teh romansih, včasih, ko ženska rodila, so znali, mož je znal pripeljati še pevski zbor pred porodnišnico iz hoteli. In se spomnim enkrat ena iz Nemčije, ne vem kako je prišla, in med ostalimi je rodila pri nas. In ona je bila navdušena nad tem, ko je slišala, kako je ta pevski zbor pel
pred porodnišnico. Še najbolj je pa navdušilo, ko so ženske na otročnicah eno elastiko dol dali, da je oni mož vezal tisto vrečko in ona je povlekla v sobo, ne. Ker obisko ni bilo, ne. In je bilo, mislim, zanimivo. In je rekla, da tega v Nemčiji ni in da ona nikoli tega ne bo pozabila. Je bilo dosti stvari. Ena, ko mi je se urezala v srce, je bilo, enkrat sem delala nočno in sem slišala, da dojenček joka. Otročnice so bile na drugi strani in sem rekla, kako in kaj. Ne? In pol odprem okno, pogledam pred porodnišnico, na stopnicah je bil dojenček. In sem šla dol ga iskati in pol smo dali v štacijo, pol je pa šla socialna služba, kako se je končala, mi nismo nič vedeli. To mi se je tako, mislim, z ene strani sem rekla tudi hvala uni ženski, da ga je pripeljala na pravem mestu, bi rekla. Ne? In to mi je zmeri ostalo, kadar sem kje brala, da se kaj dogajalo, zmeri sem se na to spomnila tudi. Ne? Spomnim se pa tudi tam isto 75. leta, enkrat po noči je bila 10. ura pozno, ena starejša gospa pride in zvoni. In sem rekla, kaj je? In sem mislila, je rekla, da ona bi prespala pri nas. Kako? Ma saj ste samo sami, je rekla, nujne so tukaj. Ne? Ni nobenih nun, sem rekla, mi je bilo žal, ampak kaj sem mogla narediti? Nič, v 10. uri nimaš kaj, sem rekla, da mora iti dol na avtobusno postajo, tam je tudi bila zraven policija in mogoče jih bojo oni kaj uredili. Ne? Drugače smo delali dosti, je bilo dosti porodov tudi. Pri nam so prihajali iz Sežane, Divače, Kozine, iz Postojne na začetku, ker postojnska porodnišnica je bila grozna, ker jaz sem bila takrat na obisku, se spomnim, sem hodila, ne, mi smo bili, pol je bil Duze, Buje, Umag, to je bilo vse naše, vsa čečerija, to so vsi hodili k nam in smo vsi bili zadovoljni, ne, mi pa tudi. Tako da smo se pogovarjali in sem šla recimo v Umag in bolj So vas prepoznali. Prepoznali in bolj te je povabila tam na kavo ali v slastičarno na kakšno slačil in tako. Celo v Poreču sem doživela to isto, da je ženska prišla k nam roditi, ker smo bili znani. Ne? In za nas je bilo tudi to, kako bi rekla, hvale vredno tudi. Si bil zadovoljen, res si prišla domov utrujen in to. Ampak ko se spomnim, da si nekaj dobrega naredil, ti je vse odleglo. Ne? Tako da sem bila tukaj do konca, ko je bilo. Ne? Je marsikaj. Ste potem delali tudi še gor? Ste doživeli selitev? Malo pol smo se selili gor. Nekaj sem se bila zamerila Ravnikarju in pol me ni dal več porodno in me je dal, tako da sem vodila bolj ta oddelek, ko so bile nosečnice. Sicer pozneje mi je ponovil, samo jaz sem rekla, zdaj ne tikajte in konec. Kaj nam poveste še vaše ime? Vaše ime? Vsi me znajo kot Dana babica. Babica Dana. Ja. Povejte nam samo še to, kako so vas sprejeli? Ste rekla, da ste prišla sem in da ste govorila hrvaško. Pa v tistih časih smo imeli znali tukaj govoriti, ne? Sprijeli, zaradi tega, ker je Božica bila tudi z Hrvaške in Marija Pečarič tudi z Hrvaške. In one so me sprijele in tudi moram reči, samo sem zmeri imela en blokec v žepu in svinček in sem si besede zmeri pisala, ne? Kaj pomeni, in tako da sem, koliko sem prišla domov, sem stanovala v samskem domu od bolnice, sem hitro ponavljala, ne? Ja. Spet, tako da sem se hitro naučila slovenščine, ne? Moram, če lahko rečem, so se pa hitro naučile in več so bile prijele obe. Pa ste tudi kaj govorili hrvaško, pri tega si vse razumeli? Jaz sem
bila prva, dobro, so bile Kakšno besedo že? so bile srmaške, ampak Kakšno besedo? Evo, Ja, Istro še domače. Marija Širina pokojna, je bila v domu. Vse imamo še sliko. Najlepša hvala, babica Dana. Bomo prosili kar Natašo Juriševič, da prav tako deli z nami svoje spomine, čeprav kot vidimo po sliki, tista roša tam na desni je ona, danes je Bjonka. In nam bo Nataša povedala, kdo sta še ti dve osebi, ki sedita zraven vas na tej sliki. To je babi, da je slušalko. Ja, podobno. Ja, Marija Pečarič je bila, makaj brez. Ker zadnji ne slišijo. Ja, bojo slišali. Ja. Marija Pečarič, babica, ki je bila potem tudi dolgo let v domu in sem približno na 14 dni do 3 tedne sem jo obiskovala v bolnici. Ko je bila stara 90 let, smo se nekatere te prve babice, ki smo z njo delali, ona je bila tudi moja mentorca in smo jo šli obiskat, tako da res eno zelo lepo doživetje. Doktor Kožar je bil v domu v Luciji, smo se tudi nekatere babice dobile in smo ga šli obiskat. No in lansko leto, ko smo imeli na babiški šoli v Ljubljani tudi obletnico babic, ker so ga potem premestili v Ljubljano, smo ga šli tudi obiskat v Ljubljano. Tako, da Marija je pred 4 leti umrla, doktor Kožar je pa, hvala Bogu, še živ in bomo tudi šli še k njemu na obisk. Ja. Torej, jaz sem Nataša Juriševič, začela sem v bolnici, ko sem bila še Karvič, ker sem bila tam tudi na praksi. Moja zelo dobra mentorca je bila tudi tukaj Lučka, ki smo tudi vsa leta potem bile prijateljice. Bom bila malo bolj tako na kratko, bom povedala, moja doživetja so bila zelo taka, bi rekla, nepozabna, ker v letih, ko sem jaz prišla v porodnišnico, kaj se ne sliši? Ja. Ko sem prišla v porodnišnico, nas je bilo zelo, to sem jaz, ko sem prišla v porodnišnico in ko sem začela delati, se je zgodilo, da smo samo 3 babice, se pravi, smo delale zjutraj, potem smo šli v nočno, iz nočne domov spat in popoldne. In to je nekaj časa trajalo zaradi bolniških. No, potem kasneje, nas je bilo 5, ne Lučka? Ja, 5, smo tudi delali v smeno, potem pa na en teden so bile te smene. Tako eno doživetje, zelo dosti doživetje je bilo. Zdravniki so nam babicam zelo zaupali, ker v tistem času je ženata poudarila, ki vse so oni delali in koliko so delali, tako da smo bile tudi samostojne, zelo velikokrat, prav samostojne, brez zdravnikove pomoči, ali ne vem, kako bi rekla, smo bile pa zelo srečne, če smo imeli dobro strežnico, ki je nadomeščala marsikdaj tudi sestro. 69. leta sem imela po noči 10 porodov, in sicer od 6. ure večer do 6. ure zjutraj. Sem bila jaz, doktor Kožar je bil dežuren in strežnica Mirela. To je tudi tak en nepozaben dogodek, pa še marsikaj je bilo, bojo še druge povedale, ampak je tudi to, da bi rada v bistvu poudarila, ker tega pa nisem slišala, ampak to so nas v šoli učili, in velikokrat je tudi doktor Kolenc poudaril, tako da bojo tudi moje kolegice to priznale.
edini profil v zdravstvu, ki je bil, smo bile babice, ki smo se istočasno borile za življenje, oziroma smo se borile, da se bo srečno končal konec pri mami in pri otroku. To je edini profil, mi boste potrdile, kolegice, ne? In to je bil vedno en velik tak poudarek. Zdaj, eni taki lepi, nepozabni občutki, pa moram tudi povedati, ne, je bil pa tudi takrat, ko sem sama rojevala. In sicer 72 Tomaža, ki je bila Lučka, moja babica, in potem po 15 letih, čerko Veroniko, je bila pa babica Mirjana, če se jo spomnite, ona se je pa priučevala za babico in babica Nina. To je nekaj, kar se ne da povedati, ne? Takrat še čisto drugače potem začutiš to svoje poslanstvo. Zdaj, večinoma vem, če se kdaj pogovarjamo, mislim, da je to eden najlepših poklicev, ne? Ker držiš v rokah življenje, ne? Otroka, istočasno pa tudi imamo. To, kar se pa tiče očetov, ki so čakali tam pri zidki, je še nekaj. Mi smo bile zelo mlade babice, še ne poročene. Tudi naši fantje so nas čakali, da smo končali službo, ne? In so tam sloneli in gledali gor, tako kot oni očetje, ki so čakali, da bojo žene rodile. Ne pa, da bomo šli čim prej domov, ker smo res imeli en turnus, da so nas malo kdaj videli. Ja, to je bilo najčasno. Ampak jaz sem eno vprašanje. Prej ste omenili tisto leto 69, 10 porodov v enem dnevu, če se Odčasih, ko smo bile dežurne, si pozabila. Ko smo bile dežurne, je bil zdravnik, tale negovalka, oziroma strežnica in pol otroška sestra. In smo imeli turnus od 6 zvečer pa do 6 zjutraj, 12 urah, 10 porodov. In kako je to izgledalo? Ste pehali od ene do druge, so rojevale same? Mislim, da ste kaj. Tako je, ne? Šola nas je dosti naučila, ker teorija in praksa to grejo z roko v roki. Še več smo se pa naučili od svojih kolegic, ne? Ki so tudi mame, so se zavedale, da so 3 na pojstvi, potem ena je bila kistirnica, druga je bila že na vozičku, ker praviloma si jih mogli imeti 3 ure, ne, v porodni, še pol po porodu, da smo jih kontrolirali. Je bilo naporno, je bilo težko. Kot je rekla Nata, ušesa, oči, roke, ja, in znanje, ki smo ga pridobile in še kaj drugega zraven, ne? Ja, tako da res nepozabno, ne? In grem zelo pogosto, ker živim v Kopru, pogosto mimo porodnišnice in seveda gledam gor in podoživljam marsikaj. Bi pa rada tudi to povedala, če je bilo omenjeno. Prva porodna je bila v Coli. Veste, da je bila prva porodna. To veste, že ta stari babica. Prva porodna, tam je bila potem tale operacijska mala. Ja, tam je bila prva porodna, ko so prišle Marija pa Božica in potem so pa prišli. 63 leta ker sem jaz tam bila 4. Ja. Pa še kaj bi bilo, ampak dam besedo kolegicam. Mi pa samo nekaj še vprašala, gospod Natašo. Vi se sigurno spomnite, kaj je bila prva stvar, ko se je rodil otrok? Kaj je vprašala porodnica? Kaj je? Kaj je in še nekaj, ne? Ima vse vrstego, vse ima Veste kaj je, pravzaprav je tako, toliko si zaupal babici, itak tisti otroški jok, to je najbolj pomembno, ne? Ja.
In si vedel, da je v redu, ne? Ja, ker je zajokal, ker je tudi babica, ne, no, moje kolegice, ko so se nasmejale, vidi, ne, in tako, ne, ja. In takrat je bilo tudi tako, niso takoj dobile žene v naročje, otroka smo ga najprej porihtale, spokale na primitiven način v laborju, Lučka, ne, kako je bilo tam v laborju, in ko smo ga porihtali, smo nes pokazati mamici. Ampak pozor, mama ni videla koliko 12-24, sem pozabila. Lučka, koliko, Vanja? 12? Drugi dan so potem, drugi dan so pol šele videli te štučke, ja. Ampak kako so pa otroške sestre jih zrihtale, glejte, kakšne... Zolje na ja. To je življenje, ja, in to je tista lepota in ta porodnišnica diha, treba školenca slova. Tu je bila odkorenca samo. Hvala lepa, Nataša. Lepa, gospod Lučko, prosili za ravno. Ampak vaš spomin, vaš spomin, tako sem Moj spomin, jaz sem prišla v koprsko porodnišnico 62. leta, v stari del od spodaj, in potem smo šli 63. leta, smo še gor, 64. sem jaz že gor tudi rodila. 3 mesece porodniške je bilo takrat, da smo pa ne delali, ampak garale, to so že predhodno povedali. Bila je po ena v turnusu, tudi na 10 porodov, pa tudi jaz jih imela enkrat 9. Ko že zjutraj domov, jaz sem šla z masko pod vrata domov peš, s tem nikoli v lokalnih avtobusov, sem stanovala v Sanskem domu, tam v nedeli. In imam krvalo masko tle v vrata in pol mi je moške, torej ko mislim, sam zase nisi vedel, no, to je bilo res naporno, zelo naporno delo. Zato imamo tudi svojo himno babiško, ki uvarice smo življenja, vsake naše matere, in mislim, da to kar res tako zveni. Drugače pa kar se tiče dela, je bilo res zelo naporno. Če smem jaz samo nekaj povedati, tukaj je babica Vanda, ki je pokojna, ki je tudi delala z nami. To je bilo pa naša... Uniforma. Druga smela. Mirela, druga smela. To so bile babiške uniforme. To je Vanja, ne? To je Vanja. Ja, in to je pa Vanda, ki nažalost ni bila. Tam so pa strežnice, pa bratarica, pa jo z njimi. Jaz sem vedno z vsemi slikala. A vam preberem himno? Ja, jo imam. Nataša, veste na pamet? Jo znam na pamet? No, preberte jo. Kdo jo je pa napisal? To so pa ene babice, niso bile podpisane, ker to kot ob se imele, ki je dobile in potem bi tako napisale. To je bilo, ko ste bile dvoletna, babiška je še ni bilo 4-letna, ne? Takrat je Lučka, ja. Jo, to je pa res. Ma se tudi zapere ali se? Vedno jo pojemo še zdaj, ko Ali da slišimo? Najprej preberno, da znamo besedilo, pol nam pa še zapere. Da slišimo. To bi radi slišali. No, zdaj. Cvet življenja z mehko roko v beli svet presajamo. Bolečina v tiho radost tolikokrat spreminjamo. Odgovorna težka služba, naša je kot druge vse. Čuvarice smo življenja, vsake naše matere. Dolge ure v tihi noči, kakor lučke bdimo me. S toplim srcem in pomočjo, vedno smo pripravljene. Odgovorna težka služba, naša je kot druge vse. Čuvarice smo življenja, vsake naše matere. Zelo lepa. In to imam vedno sabo. Smo prej iskali tudi tisto slušalko, da govorimo, ja, verjetno je vzela Veronika, hčerka.
Torej govorimo ne o slušalki telefonski, ampak takrat so imele babice leseno slušalko. Ampak tistega lesena, s katero so poslušale bitje srca. Izgledala je pa tako, ko smo bili lani v Ljubljani, 4. maja lani, smo dobili vse babice tole Slušalko, ne? Ja. Zdaj imamo tudi fotografijo prave te slušalke. in to si dal na trebušček, ne, in si Ko se slišalo, kaj? se ni drugega. To je babiški CTG. Zdaj, ko nas je toliko tukaj babic, jaz bi javno se zahvalila naši Gordani, ne vem, zakaj tam vzadi sedi, ki je tudi babica, da smo dobili vse to, kje si Gordana, se lahko zahvalimo njej, lahko se njej zahvalimo, ker je vse to nam ona organizirala, ker sem vam povedala, ne? Lesena babiška šola, ki so jo želeli podreti, tudi ne vem zakaj, in je tudi njena in njeni skupini velika zasluga, da še danes tam stoji babiška šola. Gordana, hvala ti za vse. Hvala, res Gordana. Res Gordana. No, naprej. Še babic med nami. Več ali manj smo že vse povedali, no, jaz bi samo rekla še nekaj. Zdaj, gospod Ješok je prej rekel, da ni deficita babic, ampak ni zato, ker je rodnost strašno pada. 600 jih je bilo. Koliko je porodov bilo včasih, ko sem bila jaz v porodni, pa koliko ne povejo zdaj, 1600 do 1800. Smo imeli na leto in smo delali kot živina. Lahko sem pri nas je bilo 5 babic, največkrat smo bili 4, pa so samo 3. In smo mogli delati 24 ur na dan, noben da se ne vprašal. Zdaj ne govorimo pa o vračilu, zato kaj smo rekli. Jaz smo šle še pomagati delati, ne? Hvala Bogu, da so one prišle. Rekla, da smo še naprej, ni treba da več tako robovati, kot so. Je prav, da imajo malo več in da inštrument ne ve, v kom delati. Je prav, ki svedene naprej, medicina naprej. Govorimo o preteklosti. Ja, ampak hočem reči, zdaj ni treba, to je šlo skozi in zdaj je hvala Bogu, da one imajo malo boljše pogoje za delo. Pa tudi mamice se bolj počutijo, tudi otroci so zraven, marsikaj se mamice zdaj naučijo. Imajo otročke zraven, mamica, če želi in če hoče, če se interesira, spodnišnice gre domov. Zna previti, zna kaj otrok, zna kaj prijet, zna kaj skupaj, zna vse narediti. Popek, vse zazretati. Pustimo, izjeme so zmerele. Tisto pustimo primerom. Ampak jaz mislim, da moje kolegice danes mi smo delali. In to je bilo naše delo. Oni pa danes imajo precej drugega dela, ki ni povezano z mamo, otrokom in tako naprej. Tu bi mogla biti administracija, prosim, to izbirajo loče v celem svetu. Pri nas pa to je babica, prosim, v računalnicu in ima časa pred mamice. In če ni vnesla noter, ni noč dela, se je lahko imela 10 porodov. Pa če jih ni dala not, smo končali mašo. Če ni zdravilo kliknila, zdaj mora klikniti, zdaj po v trgovini, ck. Še brak, pa kaj ne ljudje? Kadra. In potem seveda, da ni kadra. Ker nimamo mamice in otroke, ampak tažno še 500 stvari, kar jaz mislim in trdim, da to ni naše delo. Tako ko pravi Nataša, ko so rekli kolegice, mi smo samostojne babice za normale, porod in pika, da je končano. Mi imamo to pa vlastilo, mi to lahko delamo brez zdravnika. Ko pa je to se začelo malo vračati, najmanjši zdravniki, jaz sem šla z 42 let, ma ne bi delala samostojno, ker enostavno in ne bom zaupala, da bom postal zadnji mene. Pustimo naš moje ginekologije starejše, to je druga pozicija. Zdaj ta mladina preskakuje 150 na uro. Ne bomo šipali več, dobro je. Samo še vprašanje. Takrat, ko ste bila tukaj, koliko dni so bile porodnice po porodu tukaj in kasneje? Normalen porod en teden.
Aha, zdaj so pa v Izoli 3 dni. So carski res, Carski res. 5 dni so bile prvotno. In otroci, ki so bili zraven, prenešeni na podoj, kako kot ste vedeli, je bilo vzeti. Malo podoj. Prvi na to, kaj je vse boha. No, reče, kaj pa tam bomo zaviti za jaz. Hvala. Hvala lepa. Mogoče bi tako samo mimo ali pa tako ob strani dodali, da smo danes zjutraj imeli eno zelo zanimivo okroglo mizo prav o pomenu babištva kot dediščina in kot profesija, poklic, vednost in čutenje tudi za prihodnost. Pravzaprav je bilo na koncu rečeno, da je tako, kot se razvija babištvo, ali naj bi se s tem spoštovanjem do tradicionalnega znanja, se pravi skozi stoletja razvitega znanja, ki ga babice nosijo, pridobijo, da bi bilo to prav model za prihodnost, kako naj se neko znanje, ki prepleta čustveno sposobnost in pa dejansko tehnično in naravoslovno znanje prepletalo in ohranjeno. Ampak kar je bilo na tej okrogli mizi tudi izpostavljeno, pa to, da to pa vendarle, zdaj ne vem, če je ravno deficitaren poklic, nedvomno pa primanjkuje šolanja za babice. Tako da več šolanja za babice, več babic, ki ima več časa, se bolj posveti, pa če je pol leto, Mojim babici Rajki ja bom samo to povedala. Babica Rajka je bila kot poveljnik. Ko si prišel k njej, še dobro, res sem točno rabila tako osebo, ker če ne bi jaz poveljevala tam. Ki smo pogledala v oči, ti boš zdaj naredila tako in tako. Ok, dobro, bomo naredili tako. In ko smo se srečali kasneje po ulicah, je z vozičkom, je rekla vsakič Rajka, daj boš prišla naslednjič, ne, še. Ok, in potem je bilo nekaj let, 2 leti, 3, 4, 5, pa se pa je začela, ko sem jo videla na ulici. Rajka, kdaj greš v penzijo? Kmalu bom šla, pohiti. Ne bo šla v penzijo, dokaj ne pridem jaz drugič gor na hrib. Je bilo tako? In sem jo fasala, točno njo sem jo fasala. Tako da hvala, evo, javna zahvala, je. No, jaz tako kot je povedala že Vanja in vse, tudi jaz imam nekaj za povedati, eno malenkost. Ko sem prvič stopila v to hišo, nisem imela še 19 let. In prvi vtis, ki je bil, sem mislila, da sem prišla v dom upokojencev. Nisem si predstavljala, da sem prišla v porodnišnico. Ampak nič za to. Ne pelješ negativnosti, pozitivnosti, ki potem preobvlada vsa tista čustva, ki jih doživljaš ob svojem delu. To je ena taka Ampak kaj je tisto, ki je naredilo kot dom? Prvi vtis, ker ni bilo mladega osebja. Mogoče so bile mlade. Kaj smo bili stave? Vanja nisem priznala, da 76. razred Vane ni bilo. Vanja ne, si bolj prišla. Ti si rodila in si bila na porodniškem takrat. Tako. Verjetno so ti stari prostori tudi, ki so na Tudi, ampak nič zaradi tega, to hočem povedati, da ni bilo mladih obrazov. Ker vse babice tle, razen Nate in Dane, so bile že v zdravstvenem domu. Torej, par let so oddelale tle, tako da je bilo. No, zdaj pa eno stvar vam bom povedala tudi, kar je name pustilo kar neki vtis. To je pa bilo, ki je prišla gospa stara 43 let in to je bilo 83. In
je prišla roditi tretjega otroka. Eden je bil v službi, eden je bil pri vojakih. Seveda, tisti, ki je bil pri vojakih, ni vedel, da je mama. In je popolnoma obnemela, ker ni vedela, kako bo sinu predstavila, ko bo prišel od vojakov, tega otroka, novorojenčka. In to gospo jaz še dan danes srečujem. Jaz sem bila takrat dosti mlajša od nje. In sem mi eno tako spodbudo dala, sem rekla, vedno, gospa, tisti, ki pride zadnji, je najbolj priljubljen. In tako je. In je rekla, da je tudi dan danes, ki je gospa v leti. To je bila ena, kar se je meni prav vtisnila v spomin. Druga je bila ena gospa, ki je bila umišljena nosečnost. In na noben način je nisi mogel prepričati, da je res v porodnišnici, ampak da ne bo rodila, ker ni otroka. To so ene taki, nekaj posebnega, žalostnega zraven doživljaš, kot vidiš eno osebo, ki si je toliko želela svojega otroka imeti in ga ni. Tudi te plati obstajajo v našem poklicu, ne? Mi smo neka povezava med tistimi, ki se lepe stvari dogajajo in tiste, ki niso prijetne, ne za mamo v bodoče, niti za osebje, ki je prisotno. Ne? Torej, drugače imam zelo lepe spomine. Jaz, da ne bi bil kdo užaljen z univerze, jaz bi še danes vrnila porodnišnico. To sem si želela tudi takrat, ko smo se veselili v Izolo. To bi bila moja velika. Je pa res, tako kot je povedala tudi Cvetka, ki bo tudi ona nekaj povedala, da vsakič, ko smo imeli zvetu nočno, smo pogledali zmeraj, preden smo prišli v službo, pred stavbo, pred vrati smo pogledali gor, če je luč. Če je bila luč, smo vedeli, da je delo. Če je bilo dosti luči, pa smo vedeli, da je ogromno dela. Tako da smo imeli svoje poslanstvo, štafeto tudi v tem. Jaz pa sploh, ker stanujem še tle dol, in z moje spalnice se pa vidijo okna porodne sobe. Tako da dostikrat tudi tista naslednja izmena, ki je imela zaprit, pa ni, pa so poslali strežnico, da me pride iskat. Mogoče sem spala 2-3 ure, pa smo nazaj mogli priti nazaj v službo. Niso povedali, ne vem kako so povedali, v glavnem smo delali od 6 do 1. Od 1 do 8 smo bile proste, od 8 smo mogli obvezno biti, pokvarili si zamudilo 1 minuto, to je bilo strogo. In ob 8, torej v enem dnevu 2-krat. 2 turnusa. 2 turnusa. Pa si živela tukaj spodaj? Ja. Prej v Žisterni, potem v Senedeli in potem tle. Ampak še zmeraj sem delala tle. No, zdaj vam bom pa že nekaj povedala. Ko sem bila jaz noseča in je trebalo povedati našemu predstojniku, pokojnemu dr. Kolencu, da sem noseča, ker smo se pripravljali za mu povedati, je rekel meni tako. V tistem času je bila še Dana noseča, Ada in jaz. Torej 3 babice, ki bi manjkale. Ampak to se je nam zdelo vse opravičeno in normalno. Nismo čutili nobenega tistega, da bi rekli, ja, kaj so to danes človekove pravice. Kdo jih je poznal? Smo vedeli, da nekaj obstaja, ampak ne za to. No, takrat je rekel naš dr. Kolenc, pokojni, je rekel, veste kaj, do zdaj sem imel samo jalove babice, ki niso porajale. Kako je to zdaj mogoče 3 naenkrat? Ga je že panika pribila, kaj bo spet naredil, ker je prišla nova ekipa mladih v službo, starejše, tiste, ki so bile v porodnišnici. Ja, so šle v zdravstveni dom, postali smo,
Tako da je to bila ena zelo, zelo velika skrb. Danes ni, bo prišel kdorkoli, ni važno, ki se spreminja. Babištvo je izgubilo nekega pomena, ko smo šli v Izolo. Tle je doživetje. In jaz tudi prijetno doživljam tle. No, zdaj vam bom povedala, takrat, ko sem bila noseča, Dana je bila na porodniški, Vanda je imela zaprit, ni prišla še. Jaz sem delala 8 mesecev, 1 mesec, preden sem šla na porodniški dopust, sem delala v porodni in vodila porode. Čakaj, ti 1 mesec. predstavljaj si Natašo, Ničke na zunim trebuhom, niti do postelje. Vse smo to doživeli. Tako, to hočem povedati. Danes naredijo Gravitex in jih ni več, da samo oni imajo danes otroke, ker enkrat je rekla na naša sodelovka, ki je tle ni, je rekla na mlada tudi tako, da je smela, da je noseča, ampak zdaj je to spet povedano, bom povedala tako, da veste tudi, da ostajajo tudi druge zgodbe vezane na nas, ker smo mogli delati. Jaz ne vem, jaz sem šla 1 teden, preden je moj otrok 6 mesecev imel, sem prišla delati, ne? Sem mogla odvajati otroka pri 5 mesecih, da ne bi hodila dojit, ampak da sem ga odvajala, da ne bi bil travmiran. Torej tudi mi smo nekaj doživeli, ampak nič negativnega. To je popolnoma vse normalno bilo. Tako da so tudi druge, tudi neki drugi spomini, ki so vezani na naše osebno življenje, ki so popolnjene. Drugače imam zelo lepe spomine, tudi lepo smo se razumeli, je bilo marsikaj. Dostikrat sem se vprašala, če bodo te stene kakšenkrat znale spregovoriti. To se še danes sprašujem, tako kot so iznajdbe tistih, ki so jih arheologi odkrili. Dostikrat, ko sem šla domov, edina neprijetna stvar, ki se je dogajala, je bila zjutraj, ko smo šle v 6. uri, takrat normalno zdaj, danes je popolnoma spremenjen način življenja in način hoje v službo in vse, ob 6. zjutraj, ko bi rekel, ni bilo prevoza, ni bilo tega, koga smo srečali? Tisti, ki so bili zmornari in policijo. Komunala je prišel dosti kasneje. Tako da si kakšenkrat iz službe utrujen imel zelo, zelo neprijetne občutke. Ne v službi, ampak iz službe. Ko je rekla Božica, koga srečaš v Kopru ob 6. zjutraj na postaji? Vse je korbe. Tako je rekla in tako je resnično bilo. Tako je rekla. One so bile zmatrane v drugi. Strošli smo od dela. Drugače pa imam zelo lepe spomine. Sem zadovoljna še dan danes, da vsi tisti moji, bi rekel, varovanci, da so po cesti in da so že stari blizu 50 let in da sem tudi 2 generacije dala tudi rojstvo. In ko bi rekel naš doktor Kožar, vsako jutro, kadar je prišel, če ni bil dežuren, ljube fane, kaj bi rade. To je bila njegova parola za nas babice, ko je zjutraj prišel pit kafe. Vi se boste tudi spomnili, ker vam je tudi to verjetno. Vse časopise smo skrili, da ni malo. Zdaj, če koga kaj še zanima. Hvala lepa. Bom jaz dodala, se dodamo še naprej. Bom jaz še nekaj samo dodala, ker je prej omenila Rajka Lučko in me na to spomnila tudi prej. Hvala lepa, Neža. Ena gospa, ki je vpisovala svoje spomine v elektronsko spominsko knjigo, je napisala, da je iz svoje sobe, se pravi, ko je že rodila, imela pogled na stanovanje oziroma na okna, ker so živeli v bloku, Tomosovem bloku, in tako v Stolpnici, v Botičniku. In je seveda videla tukaj iz sobe v svoj dom. In ko je prišel naslednji dan na obisk mož, je rekla, si prišel ob 3. uri domov, pa pravijo, kako veš?
Sem videla, da se je prižgala luč doma. To je bilo eno pisal tako simpatično. Prosim, da se predstavite. Na hitro povedala, ja, Zetka. Zetka Čuk. Prej sem bila skrbiš. Jaz sem od vseh najmanj časa delala v porodi. Delala sem, bila sem štipendistka. Delala sem od 75 do 79. Ampak vso šolanje sem pa na prakso zgodila sam. In sem največ izkušnja vse tle dobila. In ko sem prišla delati, seveda sem bila najmlajša in neizkušena, ampak sem imela take dobre kolegice, da so me vodile, naučile vse. Kaj bi povedala? Ali je bilo drugače tukaj delati, kot smo bile na praksi v Ljubljani, v kliničnem centru. Čem je bilo drugače? Ker tam je bila porodnišnica v Ljubljani. Bolj so bili napredni, več so imeli. Bolj smo v šolsku vse delati in tako. Tukaj si mogo marsikakšno stvar improvizirati, ker ni šlo drugače, ki bi si bil okej. Meni je doktor Črne rekel, Zetka, tako naredi, kot so v kliničnem centru. Kako bom naredila po kliničnem centru, če nimam stvari? Nisem imela določenih. Ampak vse je bilo lepo delati. Spomini, kakšni. Prvo, ko sem, ta je bila najbolj, ko sem prišla, jaz sem bila ta zadnja in sem delala za Silvestrom. In takrat je bil zadnji porod, ki je bilo 1774, je bil zadnji porod. Po polnoči se je rodil fantek, tega sem nikoli pozabila, ni bil prvi v Sloveniji, je bil drugi po polnoči. In drugi dan so prišli, vsi so zdaj pridejo, župani, so prišli župani vse. In jaz kot babca sem dobila torto. Tega ne bom videla. Otrok je dobil pač, ne vem, kakšen komplet, ne, kaj so dobili. Babca je dobila torto. Ma tukaj, ja, je bila navada tudi. Torto. Zdaj Zjutraj, ko sem šla domov, itak v 6 sem šla domov, meni sem mogla priti nazaj, ker pa smo tako delali, da smo delali samo dve smo delali, da so druge pač bile proste. In me je čakala torta. Ja, nagrada. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.